Živijo, mir z vami in lepo pozdravljeni. Evo, pred vami je ena kratka prezentacija video posnetka, v bistvu, ki predstavlja procesijo v Združenem kraljestvu, kjer so ljudje, kot so razni ekstremisti v Britaniji, celo nekateri v Sloveniji, ki so bolj na desno nagnjeni, so komentirali to procesijo in sprožili razne polemike, v katere zaenkrat še nekatere so na javnih omrežjih, nekatere pa niso. Se pravi, jaz bi samo se dotaknil tega v nekem spoštljivem tonu in prebral neko vrsto mojega dojemanja te procesije in razložil, zakaj se gre, in nekako svojimi komentarji in morda skozi parafraziranje drugih ljudi predstavil, kaj si jaz mislim o tem. Se pravi, video posnetek, ki prikazuje organizirano procesijo v hiši Webhouse do obeležitvi festivala Zaveze, je postal viralen na internetu ter sprožil polemike in ogorčenje na družabnih omrežjih. To je vsekakor resno. In video posnetek, ki ga je na TikTok naložil nekdo, za katerega se zdi, da je sosed, se pravi, to je nekdo je posnel to procesijo, ki živi poleg te hiše. Webhouse je bil večkrat deljen in ponovno deljen, se pravi, postal je, več ljudi ga je delilo. Celo povzet pa je tudi povzel ga je razvpit desničarski vplivnež Tommy Robinson, znal tudi kot Steven Yaxley Lennon, ki je o njem objavil zapis na platformi X. In da se razložimo, da jaz porazložim, zakaj se gre. Vsako leto 23. januarja se verniki ROP, se pravi Ahmadi Religion of Peace and Light, Ahmadi religije miru in svetlobe, kakorkoli že kličite to organizacijo. To smo namreč mi, verniki, ki predstavljamo to religijo. Iz vsega sveta se zberemo, da bi praznovali to obletnico ustanovitve svoje religije. Se pravi, lani ob 10. obletnici pojavitve 12. imama iz rodbine Mohameda je na sedež Ahmadi Religion of Peace and Light v Kruju v Združenem kraljestvu potekal velik ognjemet. Se pravi, to obeležitev so dokumentirali v 3 videoprodukcijah studija ROPL Studios, ki so bile naložene na YouTube kanal Ahmadi Religion of Peace and Light. In prvi posnetek je bil 20-minutni otvoritveni obred festivala Zaveze, v katerem so v zrak spuščali balone s pripetimi sporočili, ki so promovirala YouTube kanal The Megdiha zapet. Dakle, drugi je bil dokumentarni film z naslovom 10-letnica pojavitve Megdija, povzetek dejavnosti v zadnjem desetletju klica. Zadnji video, ki ga je produciral ROPL Studios, pa je bil 2-urni posnetek ključnega govora Abdula Hašema, Kaima iz rodbine Mohameda, sallahu alejhi ve alejhi. Govoru je sledil obred podeljevanja potrdil o državljanstvu božanske pravične države podpornikom ustajnika. In večer se je zaključil s procesijo ob dvigu črnih praporov z geslom Zvestoba pripada Bogu. In spuščanje balonov je bilo pri hiši Webhouse med pohodom. Letos, leta 2026, so se verniku na sedežu Webhouse zgledovali po spominskem pohodu in bogoslužju leta 2025, pri katerem so sodelovali. Šlo je za lep način izkazovanja spoštovanja do nečesa, kar je globoko čaščeno, ter za njegovo obeležitev na visoko organiziran način. In podpornika Kaima so se več tednov pred samim dogodkom, ki je potekal v nedeljo 18. januarja, dakle, se pravi, se je imelo trening v hiši Webhouse. Se pravi, kje druge če biti, mogoče bi mislil, da bi bilo kje druge bolj primerno, te možnosti zaenkrat ni. In se pravi, kaj se je v resnici zgodilo tam, kaj govorijo, nisem niti bral, bomo šli raziskovati v naslednjih mesecih, ampak zdaj bom razložil, kaj se je v resnici zgodilo. Kaj je bilo? V nedeljo 18. januarja 2026 so verniki Ahmadi Religion of Peace and Light v hiši Webhouse v Kruju organizirali disciplinarno
jasen in usklajen poklon enemu osrednjih členov naše religije, Sveti zavezi preroka Mohameda, v kateri so imenovani njegovi nasledniki. V okviru priprav je približno 100 moških več tednov vadilo formacije, da bi bila procesija dostojanstvena in natančna. Se pravi, procesija mora potekati v določenem ritmu in po določenem zaporedju, ne? In zato je treba pač vaditi in se pripraviti na to, ne? Kakorkoli že to nekdo najema. In na sam dan dogodka so se moški zbrali v formaciji in vadili do malo popoldnevu. Ob 13:30 so se ponovno razporedili za zadnjo vajo, procesijo pa so začeli ob 14. uri v dobrem razpoloženju. Namen je bil preprost počastiti zavezo, ki je temelj celotne vere, religije ter jasno in mirno razglasiti imena naslednikov omenjenih v njej. Ta zaveza je bila stoletja zakopana, dakle v muslimanskih knjigah brez večje pozornosti, dokler Ahmad al-Hasan leta 1999 ni javno razglasil, da je on Ahmed omenjen v njej, kar je storil po ukazu Mohameda ibn al-Hasan al-Askarija, ki je bil 12. imam. Od takrat je predmet polemiki in razprav v muslimanskem svetu, zlasti med soočenji med muslimanskimi učenjaki ali kleriki in podporniki Mahdija. In Abdullah Hašim je leta 2015 javno razglasil, da je Abdullah omenjen v zavezi po ukazu Ahmeda al-Hasana, s čimer je začel vzpon vzpenjajočega se s črnim praporom zvestoba pripada Allahu. Za vernike sta letni festival zaveze in spremljajoča procesija neposredna in živa povezava in zaveza tej monumentalni razglasitvi. Prav to pričevanje in njegov izjemen pomen verniki Ahmadiyya Legion of Peace and Light vsako leto obeležujejo in razglašajo kot resnico. Se pravi, vsako leto je obletnica in kot taka obletnica se tudi praznuje. Ne? Naprej, se pravi, ob tem je bila eskalacija sovraštva in dokumentirano preganjanje. Se pravi, v nedeljo, ko je bil ta ključen člen religije, dakle Sveta zaveza preroka Mohameda, obeležena s tem edinstvenim in močnim poklonom, so nekatere sosede opozorili zvoki približno 100 moških, ki so v enotnem koraku korakali skupaj, z enim glasom klicali imena omenjena v zavezi. Istega dne 18. januarja je bil video posnetek sestavljen in naložen na TikTok, do 19. januarja je ustvaril več kot 650.000 ogledov, ter širok spekter komentarjev z različnimi teorijami, domnevanji in mnenji. Posnetek je začel krožiti v določenih skrajno desničarskih krogih z agresivno retoriko, ki je spodbujala ukrepanje proti religiji in njihovim privržencem. In tle bi omenil tudi, da so to dvojna merila, kako bi temu rekel, iz komada in toga dvojna morala, se pravi dobro znana britanska dvojna merila glede pohodov, ko hinavščina postane nemogoča za prezret, ko upoštevamo, da Velika Britanija redno dopušča velike, zelo vidno verske in politične pohode, pogosto v samem središču svojih mest. Ne? Ampak, če ima pa nekdo na posestvu procesijo, je pa problem. Ne? Naprimer, govorimo o šiitskih procesijah, ob Muharramu in Ašuri, naprimer, ki že dolgo potekajo v Londonu, pri čemer zaprejo cele ceste, policija pa omogoča tisočim udeležencem varno izvedbo. Te procesije niso le dovoljene, temveč tudi aktivno varovane, če tudi vključujejo skrajne prakse, kot je takbir, ko si razbijajo glave z meči, ne? Samo običaje z rezili ali verigami, ko se z verigami tolčejo po hrbtu, ne? Ki povzroča krvavenje in vidne poškodbe na zelo javnih in osrednjih lokacijah. Tisoči redno korakajo od Marble Arch, izvajajo intenzivno udarjanje po prsih ali krvavenje, medtem ko varnostne službe ne vem kaj delajo, ne? Zagotavljajo, da dogodki potekajo mirno in kot se gre. Ne? Pa so tle krščanske skupine, ki jih ne bom omenil, in to so, se pravi, cel nabor teh stvari, ki so več kot dobro znane. In, lejte, se pravi, bila je procesija, sosed je posnel in kaj zdaj? Mislim, ob vseh teh procesijah, ki so se pa